Takole, mislim, da je čas, da vam pokažem svojo novo ljubezen, ki mi omogoča, da v bistvu pridem hitreje od ideje do spletnega tečaja, ker mi v bistvu omogoča, da z enim, zdaj, no, okej, v bistvu so 3 kliki, skratka, da s 3 kliki pridem torej od ideje na digitalnem papirju do prezentacije. Ta prezentacija nama potem služi za 2 zadevi v procesu kreiranja spletnega tečaja. In sicer jo potem torej uporabimo to prezentacijo za storyboard, v katerem določimo, kaj bomo v našem e-tečaju sporočili in kako bomo to sporočili prek ekrana, in pa še pri slikovnih materialih oziroma za slajde, tako rečem po domače, ne, ki bojo vizualno podprli nekatere dele v našem spletnem tečaju. Torej, to novo ljubezen sem odkrila v Canvi. Zdaj, nekaj podobnega je sicer možno narediti tudi v Wordu, torej iz Worda v PowerPoint, torej v bistvu v Microsoft Officeu, vendar je pa majčkeno bolj kompleksno kot tole v Canvi. Pa mogoče na tem mestu še to, da če tudi mogoče ne maraš delati s Canvo, mogoče predvsem zato, ker je pač za delo z njo potrebuješ seveda imeti internet, bom vseeno na koncu pokazala, kako potem iz Canve preneseš prezentacijo v PowerPoint, pa potem v PowerPointu dokončaš oziroma obdeluješ slajde naprej. Torej, Canva ima od nekje jeseni 2022 eno novo funkcionalnost, in sicer so tole Canva dokumenti oziroma na kratko Canva Doc. Zdaj, na prvi pogled bo to izgledalo, je to v bistvu čisto en navaden A4 papir, tako da v bistvu mogoče na prvi pogled spominja na to, kar je tudi enako v bistvu, kako izgleda tudi tale A4 dokument. Zdaj ta A4 dokument oziroma A4 dokument, če že delaš s Canvo ali pa če mogoče bi delal s Canvo, je zelo uporaben za razne, bom rekla, za razne izročke delati ali pa za razne delovne liste in tako naprej. Je pa med njima bistvena razlika, čeprav se pravi, na prvi pogled izgledata oba dva tako, A4 papir in to je to. Ima pa tale doc, torej Canva Doc, tukaj je tako, po čem jo ločiš na prvi pogled, je to, da ima tale Canva Doc tukajle en znakec, en plusek, in ta plusek ima, piše zraven Add Magic, skratka lahko dodajaš različne elemente. Zdaj, tisto, kar bomo mi rabili, ni tale znakec, rabili bomo pa na začetku, toliko, da še malo spišem, delam tole kar realno, tako da boste dobili občutek, koliko hitro to deluje. Skratka, tukajle spišemo torej naše module, lekcije, naše, bi se rekli, ideje. Tukaj bi jaz na tem mestu samo toliko opozorila, ne. Zdaj, da se ne bomo naredili dvojnega dela ali pa dodatnega dela ali pa preveč dela, mora biti seveda tudi v tej fazi to natančno oziroma primerno strukturirano. Skratka, ni zdaj dovolj, da samo napišemo, moramo tole znati pravilno, optimalno napisati. Ampak zdaj ne bomo tega gledali, bomo se bolj spustili v tale sam proces, da ta proces na hitrico pogledamo, in sicer bomo potrebovali tale gumb Convert, torej Convert to Presentation, torej to je ta naš prvi klik. In zdaj, kaj se zgodi tukajle, je to, da nam tale PowerPoint, oziroma ne PowerPoint, Canva nam da nekaj predlog. Tukajle lahko vidite, majčkeno tole še skače in nagaja in tako naprej, ampak nič se bati, deluje čisto normalno. Zdaj, tukajle nam da, torej ta Canva nam da nekaj različnih predlogov, kako bi ta naša prezentacija lahko izgledala. Tukaj zdaj vidimo, ene so bolj optimalne, ene manj. Jaz tukaj seveda predlagam, da težimo k eni taki, ki je čim bolj enostavna, torej čim bolj plain oziroma brez kakršnihkoli nekih lepotnih popravkov, tako da oziroma pač ni potreba nekaj po nekih hudih lepotah, skratka čisto nekaj enostavnega. Tukajle sem torej jaz izbrala kar tole prvo in damo Create my presentation, ne, torej to so bili te 3 kliki, torej ta prvi je bil tisti Convert tu, pol je bil, da izberemo prezentacijo oziroma obliko, in pa tretji, da prezentacijo skonvertiramo, ne. Zdaj, tukajle v tem fazi smo prišli torej do te naše prezentacije. To našo prezentacijo lahko v nadaljevanju obdelujemo v Canvi. Lahko pa, če želimo delati offline oziroma če smo navajeni bolj delati z PowerPointom, gremo tukajle pod Share, tukajle na koncu pod More, pa majčkeno nižje se zarolamo, najdemo Microsoft PowerPoint in lahko v bistvu to prezentacijo prenesemo tudi v PowerPoint, tako da v bistvu potem obdelujemo in dodelujemo v PowerPointu, če nam je to pač bližje oziroma če smo navajeni bolj PowerPointa.
Od tukaj dalje, torej, ko imamo enkrat narejeno to prezentacijo v Canvi, pa jo potem lahko prenesemo, oziroma ne potem lahko, ampak jo prenesemo v Screencast-O-Matic, v katerem delamo potem tale naš storyboard, torej naš plan priprave spletnega tečaja, pa v istem programu potem tudi zlagamo skupaj posnetke in snemamo urejene prezentacije oziroma slikovnih gradiv, pa tako kot sem rekla, delamo potem v tretjem koraku oziroma na tretji stopnici. Torej, tole je bil zdaj tako na hitro en tak tehnični postopek na hitro. Zdaj seveda, tako kot sem rekla, ta postopek ima še nekaj detajlov, na katere seveda potem opozorim v programu Spletni edukator, oziroma če tvojo idejo o spletnem tečaju realizirava skupaj, po principu narediva skupaj oziroma naredimo zate, seveda opozorim oziroma te pripravam na vse te zadeve, da so tako, kot je treba biti. Vsekakor pa v vsakem primeru pa lahko prvo stopnico oziroma čisto ta prvi korak, torej kreiranje strukture in plus vse, da izveš, kako potem naprej od strukture do dejanskega izdelanega tečaja, lahko torej ta prvi korak narediš tudi sam, popolnoma brezplačno v uvodnem brezplačnem spletnem tečaju, kako narediti učinkovit spletni tečaj.